Kaj še drugače poplava? A smo mislili tako še nekaj? Ja. Samo moramo še posneti konc tega. Ja, ok, zdaj teče. Že teče, ja. Gremo? Zelena in sončna. Okusna in sočna. Starodavna in vihrava. Dobrodošel, popotnik. 3 domačini se bomo odpravili po poteh najboljšega iz Vipave in njene okolice. Spoznali bomo za vsakega nekaj. Športno-rekreativne, vinsko-kulinarične pa tudi kulturno-zgodovinske dejavnosti. In pri tem nam bodo pomagali različni sogovorniki. Vas pa bomo popeljali po teh naših krajih Nec, Barbara in Marko. Gremo? Gremo. Na 107 kvadratnih kilometrih občine Vipava najdemo na stotine njenih različnih obrazov in odtenkov. Narava, okusi, tradicija, preteklost, sodobnost, vse to se neprestano prepleta. Vipava leži na zahodnem delu Slovenije in v zgornjem vipavskem delu, se pravi v zgornjem delu Vipavske doline. Sama arhitektura pa se že skozi stoletja prilagaja sredozemskemu podnebju in tudi sami buri, ki tukaj piha več kot 120 km/h. Več o tem pa bomo tudi izvedeli na glavnem trgu, kamor se prav zdaj odpravljam. Pejmo! Ime kraju so dali njeni prvi prebivalci Kelti, saj so jo poimenovali Vipah, kar pomeni dolina pod skalami. Vipava svoj čas imela tržne pravice, zato je še danes med starejšim prebivalstvom znana preprosto ne kot mestece, primestno naselje ali vas, ampak kot trg. Prav na tem trgu pa je znan tudi spomenik posvečen narodno-osvobodilnem boju, ki ga je naredil sam Jože Plečnik. Nekaj 100 metrov od glavnega trga naletimo na izvir reke Vipave. Teh je v bližnji okolici 5. Reka Vipava slovi po tem, da kot edina evropska reka izvira v obliki delte. Povezanost kraja s samo vodo se odraža tudi v okrog 25 mostovih, ki potekajo čez reko Vipavo. Prav zaradi tega tudi mnogi turisti in domačini kličijo ta kraj kar slovenske Benetke. Reka Vipava poleti ali po zimi ni fajn se kopati, niti ne noh namakati v njej. Turistična vodička Iris me vodi v grajski park pred dvorec Lantieri. Obdajajo ga številni baročni kipi dečkov, imenovani puti, ki v rokah držijo različne rekvizite, značilne za te kraje. Iris mi razkaže tudi vinarski muzej, ki domuje v nekdanji kleti dvorca Lantieri. Muzej je vsekakor pomemben prikaz občega pridelovanja vina. A kaj pa za Vipavo? Za Vipavo pa predstavlja to prav posebno zgodbo, ki ima bogato tradicijo pri nas, se pravi vinska zgodba. Tukaj so predstavljeni vinogradniško, vinarstvo in trsničarstvo. V bistvu gre za pregledno zbirko vseh teh 3 področij. Artefakti od antike do sodobnosti pripovedujejo razburljivo vipavsko vinsko zgodbo. A že smo zopet nad zemljo, sedaj ne smemo izpustiti poslopja mogočnega dvorca Lantieri. Dvorec Lantieri je družina Lantieri zgradila leta 1659 in povod za to graditev je bil obisk pomembnega gosta, in sicer cesarja Leopolda I., ki je šel mimo Vipave v Gorico. Istočasno so zgradili tudi konjušnico, v kateri so lahko prenočili 240 konj. V samem dvorcu pa je prenočilo do 800 ljudi. Graščina v Vipavi je bila pomembno upravno, kulturno in družabno središče zgornje Vipavske doline. Zanimivi so tudi gostje, ki so ga obiskali, med drugim celo veliki italijanski književnik.
Cesar Leopold I, o katerem smo prej govorili, je bil pač prvi tak pomemben gost, sledil pa je še cesar Karel VI, potem pa tudi papež Pij VI in nekaj mesecev je tukaj res preživel tudi znameniti beneški komediograf Carlo Goldoni. Ta je svoje bivanje napisal tudi v posebni knjigi, spominih in iz tistega časa imamo zdaj eno lepo pričevanje, kako so takrat tukaj živeli. Po zadnji obnovi se je v dvorec naselila novogoriška visoka šola za vinarstvo in vinogradništvo. Danes ga krasi tudi obnovljen atrij, ki je primeren za kulturne prireditve. Odpravim se v bližino še enega rečnega izvira. Tu se bojda čuti energijske točke dreves. Stoletje nazaj pa je bil prav tu dejaven celo veliki Leonardo da Vinci. Ampak kakšno povezavo ima Vipava s toskanskim genijem? On je prišel v Vipavo leta 1500, postala ga je Beneška republika in sicer da opravi študijo obrambe pred turškimi vpadi. Prišel je tudi do izvirov in izviri so še danes ena glavnih znamenitosti Vipave. V Leonardovih zapisih, v njegovih skicah je omenjena tako reka Vipava kot kraj Vipava. Ravnina na dnu doline in hribovita pobočja okrog nje omogočajo več športnih dejavnosti. Submediteransko podnebje s svojimi milimi zimami in vročimi poleti pa dopušča rekreacijo skorajda celo leto. Stran poti vipavskih vasi ponujajo širok izbor najrazličnejših pohodniških poti. Vsi letni časi so namreč primerni za določene ture, ki z vsemi zahtevnostmi vabijo k rekreaciji. Med junijem in avgustom je vročina najmočnejša, zato sem se odpravil v sence v gozdov ob hudourniku Bela. Tukaj se sonce zadrži samo nekaj ur, zato je ta prostor zelo primeren za lahek pohod. Bela ima izjemno moč, s katero že leta kleše skale in ustvarja tolmune in krnice. Divja narava tako sama oblikuje sotesko, nad katero se dviguje tudi priljubljeno plezališče. Zaradi tekoče reke je tukaj voda konstantno hladna. V takih soparnih vročih dnevih zelo paše, da se lahko malo osvežim. Toplo podnebje je kot nalašč za vinsko trto in sadje kot so fige in kakiji. Tu so tudi vipavske breskve, češnje in marelice, ki jih že desetletja gojijo za predelovalno industrijo in posamezno prodajo. Vino pa je še vedno tista pijača, ki kraljuje na vipavskih mizah. Priznani vinar Primož Lavrenčič me bo o vinu podrobneje podučil v kleti, kjer upošteva vodila znamenitega vinarskega teoretika Matije Vrtovca iz 19. stoletja. Matija Vrtovec je v bistvu delal na več področjih, med njimi je bilo tudi vinogradništvo, bil je tudi planinc oziroma hribolaz, tako da je govoril tudi o horskem svetu, ampak med drugim pa v bistvu največ svojega dela je posvetil pridelavi grozdja in vina in z tega njegovega obdelovanja izhaja ven knjiga Vinoreja iz leta 1844, ki praktično obsega celotno pridelavo od grozdja pa do spremembe v vino. Se pravi, zelo podrobno, zelo kaj bi bilo treba narediti, kaj ne bi bilo treba narediti, sicer je reševal dileme tistega časa, ki pa so velikokrat tudi današnje. Se pravi, se tudi na tem področju, kjer se vi predstavljate, vračamo nazaj k koreninam. Vse se vrača nazaj k ekološkemu, nazaj k koreninam, vse, kar je bilo tradicionalno na tak način. Mi kot kmetija v bistvu vse vračamo popolnoma. Mi smo v bistvu kopija ene kmetije iz avstro-ogrskega časa oziroma iz tistega časa Matija Vrtovca, ki sicer je moderna in živi v tem času, imamo avtomobile, nimamo zgolj konjo, ampak ideja, princip delovanja je pa popolnoma na principih Matija Vrtovca. Se pravi, uporabljamo zgolj lokalne sorte,
tiste, ki jih ima Matija Vrtovec tudi v vinoreji, se pravi Rebulo, Malvazijo, Laški Riesling, Zelen in tako naprej, pa tudi med rdečimi Pokelco, pa Refošk, pa Modro Frankijo in tako naprej. Ampak seveda, to njegovo knjigo smo predihali in jo prenesli v današnji čas. Po zaslugi vipavskih trsničarjev pa so se do danes ohranile mnoge stare vinske sorte. Zelen, Pinela, Klarnica, Pregolin, Podšokica, Glera. Med belimi imamo dosti sort, tudi zahvaljujoč se trsničarjem. Možete vedeti, da v bistvu je bila trsnica v Vrhpolju ena prvih trsnic, ki je začela takoj po izbruhu trsne uši cepiti. In z tega razloga v bistvu so se te stare vipavske sorte ohranile. Zdaj gremo v biodinamični način, ki pa v bistvu je neka nadgradnja ekološkega, ki veruje tudi v nek način materializacije energije. Se pravi, da nismo zgolj mi strhani z nekega sveta oziroma vesolja, ampak smo del vse zgodbe. Del konteksta, ne? Del konteksta. Zdaj se pa nahajamo kje? Tu so pa naše cisterne, naše betonske cisterne, je v bistvu čist naraven beton, naraven cement in je zelo podoben, kot je dol Lapor. Aha, iz Laporja? Ja, ker v bistvu je tu z Lapora narejeno in nič dodanha, tako da v bistvu se vino počuti na nek način zelo domače noter. Je vino v bistvu v istem ambientu, ko je bilo prej, ko je bilo kot grozdje. Pa je tudi kakšna fora v tem, da je, zakaj je take oblike? A je kakšen razlog za tem, zakaj so te cisterne take oblike? Jajčaste namreč. Te so, ja, ampak zelo važno je, da je spodnje dno, da je okroglo, da ni vogalov, zato da je v bistvu vedno neko kroženje vina, da ne preprečuje kroženja, ne? Da se vino, oziroma mož, da se vedno vrti, da ne zastane v nekih vogalih. Ne? Pa je od tega odvisen tudi okus vina? Beton v bistvu poudarja okus, zemeljski okus, mineralni okus. Zato, ker v bistvu tudi sam po sebi je zemljina oziroma kamen. Apnenčasta podlaga tukajšnjega terena se rada prepušča vodi, ki skozi leta oblikuje številne votline. Danes sem se odločil, da obiščem eno izmed mnogih vipavskih jam. Nahajamo se tukaj v Podskalcih in samo v notranjost jame si žal ne upam, zato sem za pomoč poprosil enega izmed vipavskih jamarjev, Roberta Reharja. Živijo. Živijo, pozdravljen, kako si? V redu? Gre, v redu. No. Evo, tukaj se nahajava zdaj pred to, kako se reče ta Vipavska jama. Vipavska jama. In kaj mi znaš povedati o tej jami? Je kakšna pošast noter, karkoli? Ne, pošasti ni. Dosti Vipavcev pozna to jamo, predvsem ta prvotni umetni del, umetni rov, ki je dolg 600 metrov, in prvo jezero. Veliko jih pa ne ve, da je naprej še 1,6 km naravne jame, en del je tudi zelo lep, sam je pa težko dosegljiv. Jama je bila raziskana na začetku 90-ih in že prej konec 80-ih let. V jezeru se potapljalo več potapljačev, tudi človeške ribice so noter. A tudi? Tudi potapljači so jih posneli. Jame? Ne, tukaj so človeške ribice avtohtone, živijo v tem porečju. Pravi, najbolje se kar odprava, jaz si dam čelado in treba povedati notranje. Sam malo bolj se treba obleči. Zebe bolj not. Ja, dobro, v redu. Zgodba pravi, da ko so ti ljudje to kopali ta rov, so tukaj dobili eno tako razpoko, ki je fajn šumelo. In so se ustrašili, da je zadaj voda in da je bo zalilo. V jami pa razpoka, če piha, pomeni prepih in da je jama naprej. Oni so praktično prišli do naravne jame. Ma je bila samo skozi razpoko, se je čutilo, da je nekaj zadaj. Se pravi, pridem tukaj, Ja, se obrneš. skučem. Kaj te skale se prime, ki je trdna, ta tudi. Se bo. Bokom, od. Evo, je skoraj skozi. Dobro, da sem suh.
No, evo, pa sva nazaj na površje. Super ti je šlo. Jame so eden poslednjih neodkritih kotičkov našega sveta. In ko prideš v neke neznane dele, si prvi človek tam, prvo človeško oko, ki je videlo te lepote. Ja, pa tudi malo pohumamo. No dobro, to malo, to ima vsak, ni problema. Ja, no, in šalo na stran, pa še fajn paše zdaj poleti. Ja, poleti je super. Tudi po zimi v redi. Ker po zimi so pa jame tople in zunaj mrzne. No, lepo. Res bi bilo čudovito tudi po zimi. Te vami ne pride zraven. Odlično, hvala za povabilo. Ni za kaj. No, se vidimo. Ok. Dobro. Odpravljam se do obeležja najbrž največjega zgodovinskega dogodka v Vipavski dolini in še širše. Govorim seveda o bitki pri Mrzli reki. Spominu nanjo so se posebej posvetili prebivalci vasi Vrhpolje. Leto 394 po Kristusu. Rim razpada. Vzhodnorimski krščanski cesar Teodozij proti svojemu poganskemu nasprotniku proti cesarju Evgeniju. Prvi je krenil iz Konstantinopla, drugi iz Milana. Z armadama več 10 000 vojakov sta se po ustnem izročilu srečala prav na Vipavskem. Vrhpoljci še danes verjamejo, da naj bi se bitka zgodila prav tukaj v teh krajih. Seveda, ni vprašanje, zmagal je cesar Teodozij, pri tem pa pisci navajajo, da naj bi zmagal z božjo pomočjo v obliki burje. Vrhpoljci so ta pričevanja izkoristili in pripravili tako imenovano multimedijsko Teodozjevo sobo, kjer kot obiskovalci doživimo bitko v pravem pomenu besede. Zapiha celo burja. Kakorkoli, zgodovinsko gledano je Teodozij v dvodnevni bitki naposled zmagal. Legenda pripoveduje o orkanski buri med bitko, ki naj bi nasprotnikove puščice obračala nazaj in tako sama pokončala Evgenijevo vojsko. Krščanski cesar je tako za kratek čas znova združil oba dela rimskega cesarstva in krščanstvo utrdil kot rimsko državno vero. Domačini so nad vasjo Vrhpolje postavili spomenik v obliki črke T kot Teodozij. Ta stoji na skali, kjer naj bi noč pred odločilno bitko molil sam cesar. Cesar Teodozij je sicer znan kot goreči nasprotnik poganstva. Zapiral je templje, knjižnice, ukinil je antične olimpijske igre, a med Vipavci je ostal priljubljen, saj je kraje uvrstil na zemljevid svetovne zgodovine. Da se fanta ne bosta preveč naprezala z zgodovino in športom, bomo obiskali enega najbolj prepoznavnih vinskih festivalov. Spomladi se v naši čudoviti Vipavski dolini odvijajo raznovrstni kulinarični in vinski festivali in tudi danes je temu tako, saj se trenutno nahajamo na dvorcu Zemono, kjer se odvija dvodnevni festival Okusi Vipavske. Prišli smo sem, kjer so svoja vrata na stežaj odprli gostinci in vinarji in predstavili svoje lokalne pridelke. Vipavska od njenega izvira reke Vipave do samega njenega izliva, se pravi, tukaj se predstavlja 45 vinarjev iz celotne Vipavske doline. Moč okušati in pokušati različna vina, od belih, rdečih, izpostaviti gotovo gre avtohtone vinske sorte Vipavske doline. Moč imate okušati več kot 100 različnih vin Vipavske doline. Zdaj pa še eno vprašanje in sicer zanima me, v čem se ta festival razlikuje od ostalih kulinaričnih in vinskih festivalov, če bi nakratko povedali. Ja, gotovo je biser tega, da se predstavljajo vinarji tukaj, v osrčju, se pravi, na dvorcu Zemono in najlepših ambientov Vipavske doline, da pridejo sem, da se predstavijo, da pokažejo tisto, kar so najboljše pridelali in izdelali v svojih kleteh. Sodelovanje med kulinariko in vinom, tako da greste z roko v roki, ne? Tako. Super. Hvala lepa za te odgovore. Mi pa gremo dalje zdaj okušati naša super vina in kulinariko. Bomo zdravlje. Čin. Včasih je bilo to bolj, bo rekel po domače, se je pilo špric, ne, med mladino, ne. Niso prišli na take dogodke, ko smo danes tukaj in si zaželeli kozarca kvalitetnega vina. Zdaj pa se to po moje izboljšuje, vsaj kar jaz vidim.
No, zdaj sem prišla s prehoda malo okrog gradu in si vzela seveda en deci vina s sabo. Medtem pa sem dala tudi mojima kolegoma, mojima prijateljoma nalogo, da zbereta svoje vino in sedaj povesta, kje sta si zbrala in kaj vonjata v tem vinu. A boste povedala malo več o tem, kje sta zbrala? Jaz sem si izbral enega merlota, sem rekel prav? Merlota. Po čem ima von? Barik. Barik? Ja, pa res? Je res barik? Ja, res je barik. Pravo, ne? To pa nisem, to pa sem tako rekel. V glavnem suho je, rdeče vino, moramo paziti, da ni črno. Ne, bohvari, da ne bi koga slišali reči črno vino, rdeče vino je. Dej, Marko, boš povedal? Jaz sem si izbral pa belo vino, se vidi, Ja. tudi po barvi, ne? Suho belo vino Chardonnay. Chardonnay? In že takoj prva stvar, ki opaziš pri tem vinu, je njegov von. Vidi, da pa voham. Tako da, če probaš, ima tudi tak mal maslen okus, močen Maslen? okus. Ja, probi, Bi rekla, da je, ne vem, bazga, mogoče kakšno užito, kaj takega ima maslen. probi. Pa res ima maslen von. Dejansko ima maslen von. Bravo, Marko. Okus si tla reči. Ja, okus. Čin, na zdravje. Čin. Tudi von. Prireditev je namenjena tudi drugim okusom, od sirov, medu, peciva in olja. Dobite celo špargljeve štruklje in seveda panoramske razglede na bližnje kraje. Gradiška tura nudi plezalne stene vseh zahtevnosti, obenem pa slikoviti pogled na dolino. Mogoče je že res, da v Vipavski dolini ni nekih gora, so pa kar strmi hribi in danes se bom preizkusil v plezanju. Ta adrenalinski šport bom preizkusil s prekaljenim plezalcem Boštjanom Mikužem. Tukaj smo zdaj v plezališču Oltar in ta stena je pač stena Velica Oltarja. Plezali bomo smer, mislim, da je 4A ali 4B po težavnosti stopni. Bolj za začetnike ali? No ja, to je taka univerzalna začetniška smer. Ja. To je zdaj športno prosto plezanje, se reče temu. Ne? Tako da pač v Vipavski dolini lahko športno prosto plezamo, lahko tudi tehnično, lahko plezamo tret, se pravi s premičnim varovanjem, to je alpinistično plezanje, je nekaj smeri tukaj v turi. In tudi v Kovku in pa tudi balvansko plezanje je prisotno v Vipavski dolini. Ne vem, najbolj, da kar začniva in se povzpneva tukaj gor. Sicer mi boš mogel pokazati, kako in kako se začne. Tudi roke bolijo malo. Fenomenalno. Vipava je polna zgodovine, celo egipčanske, stare 4500 let. Dobimo jo na vipavskem pokopališču v grobnici Laurin in Hrovatin. Gre za 2 od 6 podobnih granitnih sarkofagov, ki so posajeni po vseh muzejih po celem svetu. V enem od njih naj bi počival kar faraonov prvorojeni sin. Za vse to, da sta ta 2 sarkofaga tukaj v Vipavi, pa je bil najbolj zaslužen Anton Plemeniti Hrovatin, saj je bil avstrijski generalni konzul v Egiptu in je od tam prinesel v naše slovenske kraje preko 200 egipčanskih artefaktov, mnoge od teh danes hrani Narodni muzej Slovenije v Ljubljani. Jaz sem se danes odločil izkoristiti ta lep čudovit dan in sem se odpravil malo kolesariti.
Vipavska dolina je znana po svojem raznolikem terenu, zato je možno se odpraviti kar na več različnih kolesarskih poti, tako od lažjih do tudi težjih. Jaz sem se ravno pripeljal po malo lažji poti, zdaj pa pejte z mano in se odpravimo na eno malo težjo pot. Številne položne poti vodijo tudi na mogočno Nanoško planoto, ki ločuje celinski del države od Primorja. Nanoška planota je dolga 12 in široka 6 km. Končno mi je uspel ta moj, kako bi rekel, vzpon na planoto Nanos. Vsa trud je poplačen. Tukaj smo trenutno na približno 1000 metrov od morske višine in cel trud in burja, ki me je ovirala po poti, se je zdaj splačil, ker tukaj res je en čudovit razgled. Vetrovni, a sončni dan bom končal s slikovitim spustom, pri katerim se mi bosta pridružila tudi Nejc in Barbara. Me prav zanima, komu sta se zasmilila, da jih je zategnil na vrh. Po športanju se prileže hrana. Katera je tipična vipavska hrana, mi bo razjasnil kuharski mojster Gregor Lisjak, ki že vrsto let raziskuje prav lokalni živež. A bi mi znali kaj povedati o tem, kako je izgledalo kosilo, recimo 100 let nazaj, 150 let nazaj na Vipavskem? Ja, včasih je bilo tukaj v Vipavski dolini kar malo žalostno, temu rečeno, zaradi tega, ker ni bilo dosti, je bila bolj revščina in tako da se je jedlo zelo malo in zelo slabo. Se pravi, so se ljudje morali znajti, ali kako? Točno tako. In naše babice, naši predniki, možje so delali cele dneve na njivi, so babice med tem časom, naše none, so kuhale in pripravljale hrano. In tako da je potem tudi ostalo dosti te zgodovine, kulinarike, tudi dan danes še od naših non. Se pravi, če bi turisti hoteli priti sem, kaj bi jim ponudili kot to tipično vipavsko hrano? Še zmeri polenta, mesa malo manj? Ja, spet smo tam, se pravi, od vipavskih štruklov, vipavske jote, do kakšne avtohtone polente, sicer malo drugače pripravljeno, kot da nas imamo malo več kot včasih, tako da še zmeri na tej bazi starih stvari. Torej bova danes poskusila kakšno našo jed iz Vipave, si mislim, ne? Recimo tako, da bi naredili lihene dve tipični stvari tukaj, skozi zgodovino gledano in kar so pripravljeni včasih. Hvala lepa. Aha, to je zdaj torej Vipava na krožniku. V tej verziji malo drugače, ješprenj, ki je odvedno z nami, kakor so naše none pripravljene sicer kot juho, mi smo pripravili kot rižoto, čez kolin, koščki klobase, buča, ki jo imamo vedno na polju, mi smo jo dali v ta ješprenčk, no maki dimnega sira, tako da smo malo posodobili staro jed. Tako lepo diši. Ja, to izgleda pa super. Mislim, če Vipava taka po na krožniku, jaz upam, da bo privabila čim več turistov, ne? Hvala lepa. Hvala. Aha, tu je pa še drugi del Vipave. Recimo, se pravi, vipavska pašta krema, skozi zgodovino gledano, so bile tudi slabe stvari, kot so bile bitke v Vipavski dolini, jih je bilo zelo dosti. Ena od takih je bila, se pravi, čez druge svetovne vojne so vojaki pripeljali tudi recimo to sledico, pašta kremo, v Italiji bi bila kot mile folje, pripravljena iz vaniljeve kreme, svežina, limona, zapečeno listnato testo, mi smo pa dodali še malo malinove omakce.
Kakšna je pa pol to razlika s krenšnito? Ta razlika je, da nima smetane in ima malo več svežine limonine. Spravi pašta krema po primorsko, pašta krema po vipavsko. Super, hvala lepa. Ja, kaj je vipavski okus, sem ugotovila. Kosilo je bilo fantastično. Najedla sem se tudi toliko, da ne moram dihati. Zdaj pa poglejmo, kje sta fanta. Vipavci so odvedno veljali za globoko verne katoliške ljudi. Do danes so se ohranili nekateri verski običaji, ki dokazujejo predanost tradicionalnim vrednotam. To po svoje izpričuje tudi ena bolj zanimivih vipavskih cerkva, ki se nahaja v Vrhpolju. Tu namreč visi mozaik iz leta 2013, ki se razprostira na kar 180 kvadratnih metrih. Sestavil ga je en izmed najbolj znanih sodobnih cerkvenih umetnikov, Marko Rupnik. Tukaj nad mano je upodobitev ustalega Jezusa, ki sreča Marijo Magdaleno. Če se zazremo v njuna pogleda, lahko opazimo, da se čisto malce spogledujeta. Če gremo s pogledom nižje, lahko opazimo njuni roki, ki drsita ena proti drugi. Zdaj, če gremo še malce bolj nazaj, pa lahko vidimo, kako je njuna telesna govorica nekako v nekem plesnem koraku. Ampak seveda, da ne bo pomote, ne? Vse skupaj je čisto nedolžna stvar, kar tudi prikazuje simbolična barva, bela barva nedolžnosti med njima. Umetnina pa kmalu začne namigovati na vipavski okoliš. Rupnik je namreč sestavil prizor prvega Jezusovega čudeža iz svadbe v Kani Galilejski, kjer je Jezus spremenil vodo v vino. Na tej upodobitvi vidimo več sodov vina. Oboki hrama iz same slike so sestavljeni iz kamnov, ki so dejansko pripeljani iz okoliškega hudournika. Tukaj pa je svadbeni strežnik, ki toči vino iz lokalne posebnosti in sicer majhne lesene posode namenjene v pretakanju vina, ki se imenuje nafa. Mozaik je poln simbolike in zgodb. Denimo, večplastni motiv druženja levov in jagnjet nakazuje na sožitje vsega. Prav sožitje posnemanja bizantinske in sodobne umetnosti je v tej cerkvi rezultat te čudovite umetnine. No, naj bosta vino in hrana še tako dobra, še boljša bosta v dobri družbi. Vinar Janko Troš dobro ve, h kateri hrani spada denimo vino zelen. In pozor, zelen. Torej, Janko, ob vhodu si mi ponudil zelen, vino, ki naj bi bilo avtohtono iz Vipavske doline. Zakaj zelen? Prvi popravek, vino je avtohtono iz Vipavske doline, dokazljivo, zgornje Vipavske. In zelen je naš pač posebnež in ga vedno ponudimo prvega, ker smo zelo ponosni nanj in tako naprej. Si pa prej dejal, ko smo se pogovarjala, da zeleno ponavadi ne postrežeš skupaj s suhimi mesninami, je to res? Zelen je lažje sveže vino, ne? In ko imamo hrano malo preveč močno, preveč začinjeno, hitro prekrije. Ne? Tako da mi z zelenem rajši otvorimo kakšno frtalco, kakšno bolj lahko tako, s kakšnimi špargli, kakšen lažji sir, kakšne namaze zeliščne. Zaradi herbalne note, ki jo ima, zelo izrazito zelen, je primeren za kakšne predjedi, recimo. Eko, zdaj smo dali en rdeč kuve za te klobaski. V tem kuveju smo združili moč berbere in merloja. Vino je zorelo eno leto v lesenih sočkih, barikih. Mogoče še vprašanje o tem, kaj je kuve, a gre za mešanico? Kuve je vino sestavljeno z večjih sort. Ni omejeno koliko teh sort, pač kukar je z več kot 2 sort, se pravi z 2 ali več je tu že kuve. Tukaj imamo klobasko iz Krškopolca, ki se je celo življenje pasel in gre še kako zraven, lahko tudi probamo. Bomo probati, če gre skupaj.
Se da, ne? Se da. Ti lahko zastavi eno vprašanje? Vprašanje, meni, ti meni, ja, pa dej ne. Uganko, kaj bi bilo to? A je zelje to? Še enkrat. A repa? Repa. To ni navadna repa, to je repa tropinka, značilnost Zgornje Vipavske doline. Spet značilnost. Pa ima to kaj veze z vinom? Seveda, s tropinami. S tropinami? Seveda. Ko mi stisnemo tropine, dobimo ven tu, kar imamo najbolj radi, tiste tropine porabimo še enkrat, ne? Dodamo repo celo, ki so tu tropine. Repa pobrana v stari luni, ki so tu tropine, tam novembra meseca in tam januarja, februarja lupimo, zaribamo, damo v kozarčke. Pa v bistvu repa pridobi na okusu, če daš v tropine. Ja, ima specifičen okus. No, zdaj pa, ko je govora že o repi, kako bi jo pa ti pripravil? A bi jo ponudil ljudem, ko pridejo sem, mogoče na kakšno degustacijo vina in tako? S katerim vinom bi jo postregel? Mi pripravljamo to repo na 3 načine, osnovne naše načine. Ena je sam ta, da jo 10 minut kuhamo in zabelimo z olivnim oljem in poprni sol. To je vse in jo jemo po zimi kot solato. A res? Zelo dobra pride. Drugi način je tenstana repa, vemo vsi, malčke skuhamo. Ta tretja najbolj uporabna je pa seveda jota. In tej hrani lahko pa mi ponudimo od belih do rdečih vin, ker ni toliko agresivna repa, da bi neki strašen okus imela, tako da lahko tudi z belim, kar komu paše. In če je klobasa malo premrzna, pa gremo na rdečo. Adijo! Čakaj, še pa žirok za pa poti, dej. Ja, prav ne. Enega smo še pa zmiri. Hvala, res hvala za vse. Adijo, hvala. Ja, jaz sem se pri Jankoti kar dosti naučila, ne. Zdaj pa, da ne bom razvila korenik, kakor bi ponavadi Vipavci rekli, je najboljše, da se kar odpravimo naprej. Sem na poti proti Podnanosu. Podnanos je ena zelo pomembna, pa hkrati tudi zelo zanimiva vas. Iz njega namreč izvirajo ene zelo pomembne stvari. Stanko Premrl, ki je prav v teh krajih kot domačin uglasbil slovensko himno. Človek, ki je tukaj pomemben, pa je njegov nečak, Janko Premrl Vojko, ki ga poznamo kot tudi narodnega heroja v partizanih. V Podnanosu je v 19. stoletju kot duhovnik služboval vinarski navdušenec Matija Vrtovec. Prav nad njegovim časopisnim člankom, ki poziva pesnike k pisanju hvalnice trti, se je navdušil sam France Prešeren in leta 1844 napisal Zdravljico. Naključje ali ne, Zdravljico je 60 let kasneje uglasbil mladi Stanko Premrl, skladatelj iz Podnanosa. Melodija se je takoj priljubila med ljudmi, zato ni čudno, da je kasneje postala tudi državna himna. Iz hiše Premrlovih pa izhaja tudi narodni junak, skladateljev nečak Janko Premrl Vojko, ki je bil narodni heroj in se je še posebej izkazal v boju proti italijanski okupaciji. Podnanos moram izkoristiti še za obisk župnijske cerkve Svetega Vida, ki hrani dragocenost brez primere na Vipavskem, freske Antonija da Firence in njegovih pomočnikov. Cerkev je bila ob turških vpadih oskrunjena, ampak leta 1481 je bila ponovno blagoslovljena. Takrat so tudi nastale v zdajšnjem stranskem oltarju renesančne freske italijanskih mojstrov. Zanimiva je figura mladeniča s klobaso v roki. Na drugi strani mu dela družbo bradati starec s turbanom na glavi in vse te posvetne figure predstavljajo zanimivo kombinacijo s svetimi poslikavami, ki so pa tukaj na stropu. Posebnost cerkve Svetega Vida je tudi njena zunanjost, saj jo pokriva največja streha, sestavljena iz kamnitih skrl na Slovenskem.
Podnanos je tudi filmska vas. Kultno komedijo Tistega lepega dne je znameniti režiser France Štiglic posnel prav na podnanoških ulicah. Delo je pomembno zaradi komične avtentičnosti, za kar ga še danes mnogi filmski teoretiki uvrščajo med najboljše slovenske filme. Svoje potovanje končujemo prav nad Vipavo, ob razvalinah starega gradu, ki je bil svoj čas pomembna strateška točka. Hvala lepa. Počasi, nismo še vsi tukaj. Kje zdaj, fantje? Kaj bomo še povedali? Nec, zgodovina? Zgodovina, ja. Zgodovina v Vipavi je vidna na vsakem koraku, če tako pogledamo. Hvala lepa. Dvorci, gradovi, cerkve, mozaiki, freske, filmske klasike, glasba. Tako majhen koščki, kakor je Vipava, se nimamo kaj pritoževati. Ja, in pol so še tukaj raznolike pokrajine, ne, kakor je tle v Vipavi, oni ravnine, strme stene, so težke za se ohladiti, res primerno za vsako rekreacijo. Vsa ta pestrost pa je vidna tudi na krožniku. Imamo vse, od mesa pa do sadja, od sirov pa do štrukljev in potem so tu še vse tiste slastne sorte vin, pa Matija Vrtovec, biodinamika. Smo že pri vini, mislim, da še enkrat moramo nazdraviti. Dejmo, že tako mislijo, da sam pijemo, no. Kej, vse je že špica šla mimo, dej, čin! Zdravje.